Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova nazaj. Otroci so naše največje bogastvo. To mislim, da vsi govorimo in mati šele, oziroma ženska šele takrat, ko zares postane mati, ugotovi, da je temu res da tako. In vsi si želimo dobro za svoje otroke, kaj ne da? In verjetno bi bila največja zmaga, da bi jim to zdravo prehranjevanje, ki ima tako velik vpliv v naša življenja, da bi jim to privzgojili. No, Gaja Klas je danes v naši družbi in moram reči, da si ti kar en del svojega življenja namenila temu zdravemu prehranjevanju in širjenju dobrih misli, zamisli in idej o tem, da dosežemo neko zdravo prehranjevanje oziroma da sploh pomislimo, kaj dajemo vase. Ja, zdravo Jasmina. Vesela sem, da sem spet tukaj tokrat puški, namesto z instrumenti. Ja, jaz mislim, da naravno zdravo otroštvo oziroma zdravo prehranjevanje bi se v bistvu moglo začeti še predno sta starša spočela otroka. V bistvu v določenih kulturah, kjer se tega zavedajo, je v bistvu že pred spočetjem načrtujejo, da se očistita starša, da greta na določene rituale čiščenja, da zdravo jesta, da lepo razmišljata, da se določi res datum, kdaj se bo spočel otrok. In potem se mi zdi zelo pomembno spet, kaj mama je v nosečnosti in seveda potem spet, ko doji otroka, gre vse v mleko in je fino, da se ozavestimo, da tudi že preko tega na en način informiramo otroka, ker če smo spet pri vodi, v času spočetja je otrok 95% voda in vse, kaj se okoli njega takrat dogaja, vse si to na en način informacije pridejo notri. In recimo moja zgodba je bila taka, da sem imela pri prvem otroku, se je rodil žal srčno napako, pri 4 mesecih je bil operiran na srčku in glede na to, da je pač že z neko, rečemo temu, napako se rodil, sem jaz se tako v sebi ful močno odločila, da bom delala na tem, da se bom jaz začela zdravo prehranjevati in tudi on in da bomo dala v svet najboljšo popotnico možno, kajti otroci se iz tega še zgradijo, kosti, mišice, zobje, iz tega se gradi njihovo celo telo, to so njihovi ne samo energetski material, ampak tudi gradbeni material. In v bistvu imam 3 otroke, vse 3 sem zelo dolgo dojila. To se mi zdi ena taka fajn popotnica, eno tako cepljenje, res tak boostati imunski sistem. Narava je uredila, da dobijo vse, kar potrebujejo, tudi če ga 1 leto bi samo dojili, tako ga nekje ne bi bilo nič narobe, recimo dobi vse preko maternega mleka. Potem pa se mi zdi zelo pomembno pri otrocih, ko začnejo odraščati, pa ko potem začnejo svojo voljo nekako uveljavljati, predvsem, da smo mi njihov zgled, ker otroci nikoli ne bojo počeli tega, kar jim bomo mi govorili ali pa s čem jim bomo solili pamet ali pa jim nalagali, ampak to, kar bomo počeli mi. Otroci, ko so kot spužve in srkavajo in opazujejo. In učimo jih lahko zgolj edino z zgledom. Odlično. Torej, dober vzgled. Ampak po tej operaciji, torej na srčku, zakaj ravno zdrava prehrana? Kakšen pomen sploh ima ta zdrava prehrana? Kdaj si se ti zavedala, da tle je pa res treba nekaj narediti? No, jaz sem zelo pozno začela kuhati, in komaj sem se začela kuhati neke klasične slovenske kuhne, sem se pol odločila, da iz raznih razlogov, tudi z etičnih, pa tudi telo mi je samo začelo zavračati recimo meso. In potem se z meni tako vse sesulo in sem rekla, zdaj pa moram spet se na novo naučiti kuhati. In potem sem začela študirati, prijatelje sem imela, ko so se recimo za ayurvedsko kuhno ukvarjali, makrobiotično kuhno. In potem je bil vsake mesece bila ena kuhna, ko sem preštudiravala knjige in hodila v tečaje kuharske, se učila. To me je do te mere navdušilo, oziroma me je bolj pretreslo, ko so šli v bistvu otroci potem vrtec, Ker takrat, recimo zdaj, sploh v Ljubljani se mi zdi že to malo bolj ozaveščeno, ampak takrat je bila v vrtcu hrana čista katastrofa, se mi zdi. In se mi zdi, da v vrtcu sploh otroke, ko sem povedala, ko se še z tega gradijo, ko to njim še ni samo energija, ampak gradbeni material za vse, kaj kot celi postopko rasti, se mi zdi, da bi mogli otroci v vrtcu jesti res z ljubeznijo pripravljeno hrano, da je tudi to pomembno, da ti lahko hrano pripravljaš z ljubeznijo, z spoštovanjem, da je hrana res ekološka za njih, neoporečna. Zelo pomembno se mi zdi, da se res, ker včasih, zdaj sploh, ko je ta hiter tempo,
da se res obrok naredi kot en obred, da se zahvalimo za hrano, da se zahvalimo materi zemlji, da je to res en obred, da se zavedamo in da je to res eno tako lepo srečanje ali družine, ali prijateljev v vrtcu, ali v šoli, ali kjerkoli, ker se res malo se pogovoriš o čem, da je to eno druženje tudi hkrati. No, moram reči, da je bil navdih, da danes sploh govorimo o tej tematiki naša gledalka, ki je napisala, da je njen otrok v vrtcu, da so sicer doma vegani in da bi se popolnoma sprijaznila z vegetarijansko prehrano, ampak da v vrtcu to tako zelo zavračajo in da ima strašanske probleme, da niti vegetarijanske hrane ne želijo urediti. Kako si se ti spopadla tukaj z vrtcem? Ja, to je bila zgodba. Jaz sem imela dve zgodbe, ko so moji otroci zamenjali vrtec. V bistvu je bila prva zgodba taka, da je bila ravnateljica prvega vrtca zelo naklonjena po eni strani temu, čeprav so imeli non-stop seminarje, kako je meso zdravo in kako je to in so mi otroka prav preprogramirali, kako ne bo zrastel, kako bo neumen, kako bo tak in drugačen, če ne bo jedel mesa, ker prvi otrok je sam zavračal meso že od malega. Ampak potem mi je tako nekako pod pultom mi je devala tiste moje vegetarijanske jedilnike, ker pač, da ne bi še to razvedlo, da ima naš otrok tako prehrano. Ampak mi je pa bilo všeč, ker sem začela pač se aktivno vključiti prehrano v vrtcu, da so se pa res aktivno vključila in ravnateljica in soosebje v vrtcu. In kaj je tu spet problem? Zato, ker večina otrok se tudi doma ne hrani zdravo in potem to sigurno zavračajo tako prehrano v vrtcu in sploh ne poznajo teh naših starih žit, ajde, pa pire, pa prosa, pa to. In oni so se vključili, so jim dali recimo te vse žita, pa vse te stvari so jim dali v take flaške in so preko raznih iger v enem tednu otroci to spoznavali, kao ustvarjali z tega vsaki dan eno žito in potem so rekli, to bomo potem danes kuhali na tak in na drak način. In se mi zdi, da otroci to hitro sploh v vrtcu kupijo in v enem tednu so bili vsi srečni in so vsi otroci vse jedli in tudi vsi starši. Fino bi bilo tudi, da bi vsak vrtec in vsaka šola imela svoj vrt. To se mi zdi zelo pomembno, da bi otroke začeli učiti pomembne stvari. Recimo, ne samo dobre samopodobe, ampak kako sploh hrana nastane, ker večina otrok misli, da je Milka vijolična, da pride vse z Tetra Paka, sploh ne znajo. Recimo, to mi je všeč na šoli, kjer so zdaj moji otroci na Valdorfski šoli, ker res, ko se učijo o kruhu, mislim, otroku rečeš moka, kaj je to moka? On ne ve, kaj je to moka, ampak oni grejo, posadijo pšenico, jo celo leto negujejo, potem jo lepo omlatijo in si tisto eno žemljico sami spečejo in on si bo za celo življenje vedel, kaj je to kruh in kaj je to moka, recimo. In odkot pride, ne? In kako pride in kako to se nastane. In potem je bila še ena taka kar zgodba, ker sem se še bolj aktivirala v vrtcu na Centru za sluh in govor, kjer je bilo ogromno avtistov, prizadetih otrokov. Tam smo prav sodelovali z Marijo Božič, ki je napisala tudi Škratovo čarobno kuhinjo pa Čarobne božanske sladice knjigo. So mi mame pisale pisma, kaj se dogaja recimo z avtisti ali pa z recimo hiperaktivnimi otroci, ko so jim devali bombone, za nagrado bombone, za malico sladki sokovi, sladkarije. Kako se spremeni recimo vedenje, kako se spremeni vedenje otroka, če začnejo dan recimo z sadjem ali pa če začnejo dan z krofom. Kakšna razlika je v vedenju otrok. Tudi verjetno v doseganju uspehov šolskih. Celo Jamie Oliver mislim, da je naredil en tak projekt, kjer je govoril o tem, ena šola jedla zdravo prehrano, je on pripravil jedilnike, druga je klasično in dejansko so imeli boljše rezultate, ker so imeli dosti hranil, dobro gorivo za to, da so razmišljali. Učni uspeh, disciplina, na vse vpliva na obnašanje. Mislim, da so tudi na Švedskem ali kje, so malo bolj napredni, kaj se takih stvari, ko so recimo začeli delati, mislim, neko kašo z korenčkom, recimo, so prav dvignili učni uspeh, hkrati so pa imeli eno molitev, ki je bila pol kao sporna, ampak žal niso tega nadomestili s čem drugim, ker pač je bila molitva zaradi vere sporna, da so se res začeli dan spet z enim ritualom, kako je to pomembno in kako to spremeni ves potek učenja, šolanja, tudi otroci so čisto drugačni. Zanimivo. Dobro, zdaj smo govorili o vrtcih. Kako se lahko mame aktivirajo? Da jih mečken spodbud, da jih mečken motiviri. Ker jaz mislim, da če so tih, pa pač jamrajo, da ne bojo nič naredile, ne? Ja.
Ja, mi smo se vedno aktivirali tako, da sem se vedno povezala z mamami, ki so recimo podobno razmišljale kot jaz, da smo se povezali z organizatorji prehrane, da smo naredili recimo delavnico, kjer smo jim v 2 minutah naredili ful super sladoled domač, brez kakršnega koli ali pa kakšne take enostavne redi, ker jaz razumem da ljudje so sedaj v časovni stiski in da ne morejo pripravljati hrane, ampak zdaj je internet poln receptov raznih, ko so res preprosti, hitro pripravljeni in ni nobenega izgovora, bi temu rekla. Še mi smo dali knjigico ven, da si lahko še kozmetiko doma sami pripravijo. Vidiš, ni več nobenega izgovora, se mi zdi zdaj res v tem svetu interneta, kjer je ogromno informacij, da se ne bi dal en zdrav obrok, tudi, ne vem, jaz sem včasih 5-10 minut, pa imaš v redu obrok na mizi, ki je vseeno z ljubeznijo pripravljen, tudi če kdaj ni časa. Se pravi, se da. Se da. Vedno je treba iti tam, recimo, kjer je posluh, pa poiskati enega učitelja ali pa enega ali ravnatelja ali organizatorja, se povezati z starši. Mi smo celo delavnice delali, tako da so otroci ustvarjali ali pa predavanja ali pa smo ozaveščali ljudi. Ampak nažalost, dostikrat tukaj bupajo, ker naletijo dostikrat na te gluha ušesa in na to apatijo, ki vlada v svetu, čeprav se mi zdi, da otroci, tako si rekla, so naše največje bogatstvo, da je fajn, da začnejo svoje življenje z neko dobro popotnico in hrana je definitivno ena izmed zelo pomembnih stvari v njihovem življenju odraščanja. Dobro, zdaj sva zrihtale vrtce, ne? To sva zdaj povedala, ne? Pa tudi to, da mora biti mati in oče, da mora biti vzor seveda temu, ne? Ja, to vsekakor, ja. Kaj pa stari starši oziroma babice in detki, ki razvajajo svoje otroke? Jaz vem, jaz sem si lahko polnoči izmislila, da bi palačinke pa mi je babica šla narediti, ne? In tudi sicer se mi zdi, da je tako zelo pogosto, pa saj ne mislijo slabo, ko jim dajo kakšen cuker, ampak kakšen je tvoj pogled na to? Naredijo pa verjetno slabo. Kako se zavedamo nevarnosti te procesirane hrane, vseh teh sladkarij, zelene, fluorescenčne barve in vseh možnih palet? Ja, tukaj se mi tudi zdi, da bi bilo fajn, da bi recimo tudi stari starši spoštovali recimo način življenja pač staršev, ker pač prvi krog družine sta oče, mama in otroci. In bi bilo lepo, da spoštujejo in da se recimo držijo. Jaz mislim, da ni nič narobe s kakimi res z ljubeznijo pripravljenimi palačinkami od babice, če so vredno narejeni ali pa kaj. In tudi sladice in tudi posladkace, da recimo imamo te domače nutele. Mislim, se pravim, odpreš internet in ni da ni, tako da tudi tukaj. Zdi se mi pomembno, da bi vztrajali in da ne pusti, vse bo pa to, dobro, tu pa tam kaki prekršek si ga vsi privoščimo v svojem življenju, tako da to ni, ampak da to pa postane redna praksa, ker otroci načeloma, ko pride pri sladkarijah, nimajo neke meje, tam se ne zna ustaviti. Tale trenutek bova ponudili možnost, da tudi vi poveste svoje mnenje. Bomo kar odprli telefonsko linijo. Ni bilo sicer načrtovano, ampak dajmo kar odpreti telefonsko linijo, če kdo želi kaj komentirati, glede na to, da je to vaša tematika, ki ste jo torej izbrali vi. Na kakšen način torej svojim staršem in staršem partnerja razložiti, daj ne dajati otroku take stvari, daj, tukaj imaš recepte, na kakšen način tukaj izpostaviti komunikacijo, da jih ne užalimo dejansko. To je vprašanje za mene ali za poslušalce? Za tebe. Za mene. Pa tudi za poslušalce. Ja, ne vem, v tvojih oddajah sem večkrat zasledila to moški, ženska odnosi, pravi moški, pravi ženska. Recimo, dostikrat se zdi tako, da moški nima odnosa z mamo razčiščenega in se potem tudi ne upa recimo skomunicirati take stvari z njo, zaradi tega, da ne bi bili užaljeni, Meni se zdi, da če so odnosi lepo urejeni in se lepo pove, se razloži, se da kakšen članek, ne vem, vsi čivkajo že o zdravi prehrani na televiziji, na radiju, v vsaki reviji, Poplava je eko-revij, bio je zdaj moderno postalo. Teda jaz mislim, da je orodij mnogo, kako se tega lotiti. Pač počasi, pa en članek, pa to, pa mogoče narediš, gled, danes smo pa mi naredili sami nutelo, pa recimo, da kupijo tiste, ker smo recimo eno tako alergijo na nutelo ali pa na te res take face procesirane stvari, ko ima ne samo, da so polne pa da so premastne, pa presladke, še cela zgodba za temi velikimi korporacijami je res
ena taka najlepa stvar, ne, se mi zdi, in da jih počasi, ne, Počasi. pa to probajte, pa presno tortico, ne, in jaz recimo, ko sem prvič prišla v stik z presnimi torticami, in nas je naša joga učiteljica vedno tako razvajala, ker nas je naprej fajn zmatrala, pa nas je začela razvajati pa z ono presno saharco, pa presna bučkina torta, pa onaki smuti, onaki. Recimo jaz, odkar sem prišla na žmah na presne tortice, jaz ne morem več jesti recimo neke tiste umetne penaste kreme, ki se mi zdi, kot da jo napihnejo na zrak, ko napihljiva blazina. Se mi zdi, da tudi okus in da tudi taka hrana te res bolj nahrani, ne samo, da te tako nahrani, ne, sploh, ko se neka vse je pomembno, kako je pripravljena. Jaz recimo sama sploh več ne morem marsikje jesti. Jaz recimo redko kje še lahko jem, zato ker se mi zdi, da čutim tudi energijo hrane od zadaj, da je tam slaba volja v kuhinji, da nimajo časa. Recimo to se mi zdi pomembno, sploh za otroke, ko se dela, da nekdo je celo rekel, da če ti jezna žena skuha kosilo, da je boljše, da jo vržeš stran, ne. Ja, ampak bi se strinjala. Zadnjič sem prišla domov, pa nekaj nisem bila fajn, pa sem rekla, veš kaj, ljubček, danes ti pa jaz ne bom delala večerja, danes pa nisem to prav mamudo, boljš, da, ne vem, karkoli, naročiš si hrano na dom, ne? Ja. Spoštovati hrano, pripravljati z ljubeznijo. Ja, o tem smo govorili tudi v naši knjižnici Prehrana, lepota, čistoča, prav navodila za uporabo smo napisali na začetku, pa ne za navodila za uporabo knjige, ampak pri pripravi receptov, da je tista ta prava energija zadaj. No, ko si sama šla skozi različne življenjske izkušnje, se začela zanimati za vse te stvari, si našla veliko somišljenjakov, predvsem predstavnice nežnejšega spola, ne, se pravi ženski so te tukaj podprle. Tako je nastala tudi tale skupina, ne, na Facebooku, Naravno otroštvo. Ja, meni so prvo skupino zbrisali, ne vem zakaj, isto Naravno otroštvo. V bistvu to, izkušnja z mojimi otrocmi in pač te delavnice s hrano so me spodbudile, da združim te ljudi in zdaj sem ponosna, ker skupina šteje že več kot 8700 članov. In predvsem je govora o naravni prehrani, so mamice in se ful vesela zahval, ko pridejo na zasebna sporočila, kako so srečne, da so dobile neko oporo, da so zamenjale recimo tako mleko, ko niso recimo ali pa veliko alergij, da so znale spremeniti način prehranjevanja. Veliko imamo tega tudi, kaj je sporno z temi čistili, pa z praški, pa predvsem to, da se da zelo veliko narediti tudi na splošnem zdravju brez zdravil, da se da z homeopatijo, z koloidno alkemistično lekarno, z Bachovimi esencami. Mnogo orodij imamo, kjer lahko, v bistvu je ideja, človeško telo je itak popolno in človeško telo se zna zdraviti samo in če mu damo lepe misli, veliko ljubezni, veliko radosti, kvalitetno hrano in ga ne zastrupljamo in ga podpremo, tudi kadar recimo zboli, pustiti otroku, da ima vročino, to so skozi dileme. Zakaj otroku zbijati vročino, paracetamol je v bistvu včasih večinoma povzročitev recimo teh vročinskih kršov, pa kaj. Z vročino se telo brani, ne? Pomagati telesu, ne biti proti, pa zbijati vse tla, ampak spodbuditi telo in mu pomagati, ne? In pomagamo mu lahko hrana, v bistvu hrana kot zdravilo, to je meni ena taka ljuba in zdrava, ne? Zakaj ne bi hrane uporabljali kot zdravilo? Ker dejansko, jaz mislim, da če bi znali biti povezani z naravo, povezani samo s sabo, za vse, kar se nam zgodi, nam da narava, da se to tudi pozdravi. Krasno. Odlično. Gaja, hvala ti lepa, evo, da si vse to zaupala. Jaz verjamem, da so se marsikatere ženske našle v tej zgodbi. Sicer pa, evo, če vas zanima kaj več na Facebooku, torej Naravno otroštvo skupina, sicer pa bomo vsekakor tudi mi še naprej na namigi za srečno in zdravo življenje oziroma za srečno in zdravje klepet ob kavi tudi tam dajali vse te nasvete in preko naše strani, tako da od povsod lahko dobite informacije in to, da ne veste kako pa kaj, ni več izgovor. Akcija, reakcija, tista bo ta prava. Najlepša hvala, Gaja, bodi super, fino, fajn. Vi pa tudi, dragi gledalci, aloha! Čau! Jole, kako se naštimo!